Pozdravljeni tudi vi. Torej, vsa dokumentacija je nared, izvajalec del je izbran, denar rezerviran, vendar pa se gradnja še ni začela. Zakaj? Res je, od tega trenutka, ko sem podpisal pogodbo, sem bil tistem trenutku prvi podpisnik. Je pa dejstvo, da je pogodba podpisana nekje okoli 15. aprila strani vseh udeležencev, tako da trenutno ne vidimo posebnih zadržkov, da ne bi prišlo do izgradnje urgentnega centra. Tudi je že zahteva izvajalca za sporočiti termin, sicer na ministrstvo. Jaz moram povedati, da izvajalec oziroma investitor celotnega projekta je Ministrstvo za zdravje in nedvomno na tistem mestu je odločanje o pravem trenutku začetka gradnje. Zakaj pa je pomembno, da so dela končana v roku? Torej, kot veste, je celoten projekt sofinanciran iz evropskih skladov. To pomeni, da so odprti kanali financiranja z omejenim rokom, tako kot smo recimo imeli v preteklosti energetsko sanacijo bolnišnice Izola, ki je bila ravno tako omejena in smo morali loviti roke. Ravno tako je pri urgentnih centrih v Sloveniji, 10 bo potrebno loviti roke za pravočasno zaključevanje izvedbe del. No, koliko časa pa naj bi trajala gradnja in kako bo to vplivalo na delo bolnišnice? No, en izmed razlogov, da morda še ni začetka izvedbenih del, je v tem, da v ta namen moramo v bolnišnici zagotoviti skupaj z investitorjem nadomestni vhod za bolnike, tiste, ki ne bodo seveda oskrbovani v urgentni dejavnosti, kar pomeni, da moramo zagotoviti vse ustrezno dokumentacijo. Načrti so že, v bistvu potrebna soglasja so že. Zatika se nekoliko še pri zagotavljanju virov za zaključevanje glavnega vhoda, kot temu rečemo, oziroma južnega vhoda v bolnišnico, ki je predviden skozi hol, ki je bil že načrtovan že leta 1996, tako da praktično bo danes skoraj 20 let od tega, kar zadeva še ni zaključena. Kaj pa bo omogočilo vzpostavitev urgentnega centra? Jaz mislim, da bo to, jaz bom rekel, počasi en dolголeten cilj tistih zdravnikov, ki smo že leta 1982 želeli, da bi nujne bolnike obravnavali na enem mestu, kjer je najboljša logistika. Govorim v tem smislu podpore tudi drugih specialistov, govorimo o podpori tehničnih služb, mislim tukaj predvsem slikovne diagnostike, laboratorija in predvsem to, da vsak prebivalec te regije jasno ve, v primeru nepričakovanih stanj in pa urgentnih stanj, da ima vedno samo en naslov, kamor gre in kjer bo dobil praktično vse storitve na enem mestu. Načrtujemo v sklopu te dejavnosti tudi prostor za lekarniško dejavnost, mestno lekarno, kar pomeni, da v primeru urgence in pa v tistih dežurnih, rečemo temu časih, bo tudi bolnik, ki bo oskrbovan, lahko po potrebi dobil tudi zdravila na licu mesta, ne da bo potrebno potovanje v drugi kraj in tako naprej. Najlepša hvala za to. Hvala vam za vabilo.